Kollegin Zwickau. Es folgt Frau Kollegin Jordan für 1,5 Minuten. Odločitev Evropskega sveta, da mora notranji trg elektrike in plina zaživeti do 2014, je zagotovo spodbudila pripravo in sprejemanje tega zakonodajnega dokumenta. Ampak zakaj se je potem svet tako zelo upiral sprejemu? Gre za nerazumevanje ali gre morda za poseganje v monopole? Zelo zanimivo je spremljati zakonodajne postopke Unije. Ponavadi se začnejo z razpravami o dodani vrednosti, ki bi jo imela določena skupna politika za vse države članice. Sledijo načelne zaveze o oblikovanju določene politike. Nato pa se začne mukotrpno delo oblikovanja zakonodajnih dokumentov, torej pogajanja o tem, kako bomo načelne zaveze prelili v zakonodajo. Vsak nov evropski zakonodajni dokument namreč pomeni del prenosa nacionalnih pristojnosti, tega pa države članice mnogokrat niso pripravljene sprejeti. In tudi pri dokumentu, ki ga obravnavamo danes, je bilo tako. Pa čeprav gre zaenkrat le za vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij in ne za vzpostavitev dejanskega nadzora nad pristojnostmi držav članic. Zakonodajno besedilo je precej šibko, vendar se bo z njim vendarle začelo spremljanje medvladnih pogodb, ki bo vodilo k bolj usklajeni zunanji energetski politiki Unije. To je začetek. V prihodnosti pa bo mehanizem izpopolnjen, če bodo dejanske razmere to zahtevale. Zato je za nadaljnji razvoj skupne energetske politike dobro in tudi nujno, da ga potrdimo. Vielen Dank, Frau Kollegin Jordan. Es folgt Frau Kollegin Carvalho für 1,5 Minuten. Senhor Comissário, começo por felicitar o deputado Kariņš pelo trabalho de negociação, do qual resultou um texto de compromisso que,